Rekli smo, da je čas za Q&A in Q&A je tukaj. Ker je vprašanj milijon, bomo začeli ta moment in prav nič kasneje. Igraš video igre? Včasih sem igrala Simse, pa ogromno sem preigrala Lego igr za PlayStation oziroma PC, nima veze, kjerkoli že igram, Harry Potter, Avengerse, Lotra, Hobita, obožujem to. Isto me te je vprašal, srce ali denar, sprav ljubezen ali denar, vedno ljubezen, zame pač denar brez ljubezni oziroma lepih stvari v življenju ne pomeni nič, niti si ne želim imeti več keša, ker po moje ne bi vedela kaj delati z njemu in ratela biti kole nesrečna. To sem skoraj ziher. Anžela sprašuje, ali si vedno iskrena, ko objavljaš videe, drugače pa si najboljša youtuber. Hvala. Ne vem, kaj si mislil z iskrena, ampak jaz če ne bi bila iskrena, oziroma da ne kažem sebe, da ne govorim svoje resnice, da se ne izražam, bi bila itak nesrečna na YouTubu, zato to ne bi mogla. Če vam pa kakšen nek me strah, da sem opred skregala, sem pa itak raj štih. To jaz sprašuje, a si misliš poročiti, kdaj pa se boš poročila ali planiraš na tem. Nič ne planiram, nikdar nisem planirala, sploh ne vem, če je poroka zame, ne vem, če se bom kdaj v to podala, če bi sebi mogla najti nekoga, ki bo uno. Ne, da je popoln, to ne obstaja, ampak nekdo, ki je zame, nekdo, ki me prenaša, nekoga, ki mi jaz prenašala. Tako da v kratkem definitivno ne. Lana sprašuje, kje je Žiga. Ljudje, ali vem, da ne morate skozi mojih profilov spremljati, ampak če bi vmes že en drug fant, pa tudi njega ni več, kje se mi sprašujete, kje je Žiga? Ejo sprašuje, povej, ali si samska in ali bo še kakšen video s Pero Martičem. Pero, ne vem, pišite mu, vprašajte ga namest mene. Če bo še kaj snemala, po moje, da bova, lahko bi, malo ga že pogrešam, pred 1000 let že nisva. A sem samska? Ja. Ankok 7 sprašuje, koliko fantov si imela, kdaj je bil prvi? Prvi fant je bil 13 do 16 leta, tam drugi fant je bil nek 16 do 20, nekaj tacga, potem naslednje dva mečka meša med sabo, čisto prvič povedan in sta bila tam okrog. Tistih prvih 20-ih, I don't know. Potem je bil pa en Rok, ki se pojavil čisto na začetku mojega kanala, ki mi je tudi ful lepo spodbujal, ker se tega tiče, za njemu je bil že Žiga in Žiga ste vsi spoznali, potem je bil še Nino in zdaj tudi Nino tega več. Aleluja. Martin sprašuje, če bi imela priložnost igrati v nadaljevanju filma o Harry Potterju, kateri lik bi izbrala in ga z veseljem odigrala, on bi bil Ron Weasley. Po mojem vsakem primeru na tem svetu karkoli povezan s Harryjem Potterjem bi bila vedno freaking Luna, pa ne zato, ker mi je mogoče kot karakter Ginny mi je nekako na carica, ampak Luna je jaz, ker je ta zblojena in jaz sem zblojena in jaz, če bi lutala po Bredovičarki, bi bila po moje ista kot Luna, pa čevlje bi zgubljala, pogovarjala bi se z žuželkam, nič mi ne bilo jasen. Dobro vprašanje od Ule, ali se ti zdi, da si samozavestna? Ful delam na tem. Jaz sem vedno mislila, da sem in vedno sem govorila, da sem, pa mislim, da sem bila glede svojega karakterja vedno, oziroma zadnja leta sem ful samozavestna. Ker pa pride do videa, da sem bila po moje zelo nesamozavestna in še vedno ful delam na tem. Se mi pa zdi, da mi gre zadnji čas ful dobro. Uno, ki ne glede na standarde družbe sebe začne sprejemati. Tudi če te kefali, tudi če trenutno nimaš tega, kar je v reviji top shit, tudi če blablabla. I don't care, ker sem se povšeč in to je moč je v tem. Tako da res upam, da tega ne zgubim, pa da gre sam še nagor. Medvedka sprašuje, ali verjameš v Boga. Včasih sem na nek način, 17 let sem pela v cerkvi. Zdaj sem pa neke vrste ateist, kar se tiče dejanskega Boga, kot bi si ga večina ljudi predstavljala, verjamem po energijo, verjamem v vesolje, verjamem v to, da smo vsi povezani, da smo z naravo povezani. Problem je samo, da se mi zdi, da smo zadnja stoletja skozi bolj odtujeni, kar se tega tiče, ker smo narobe vzgojeni. In pač ne vibamo tako, kot je človek sposoben vibati na višji ravni, ampak smo ostali nekje dol in si vse poje razlagamo z Bogom, ki pa ne verjamem vanga. Ali bi zraven Albusa posvojila še kakšno žival? Ne morem, ker sem v garsonjeri, sicer se selam in lahko bi imela 2-3 mačke, ampak je ogromno dela z njimi in se ta žival enkrat poserje, pač ne moreš luftati, ne moreš. To res smrdi. Robert je rekel, si kdaj bila v Masterchefu? Kje živiš, to nam povedala, ker se že tako bojim, da kdorkoli ve, oziroma ljudje, ki vejo, nočem, da vejo, oziroma ljudje, ki prejo zvonice muno, just go the F away, to ni cool. Ja, delala sem v Masterchefu. Nisem bila, nikdar nisem tekmovala, vsi me sprašujete, če sem tekmovalka. Nisem, samo delam tam kot reporterka. Reporterka, ki jo nikdar ne vidite, ker je za kamerami, samo pogovarja se skupaj. Ko oni takole odgovarjajo, sem jaz na drugi strani in to je moj job in ful je zakompliciran in obožujem ga, ampak ne vem pa, če bom še to delala. Z njim tam res rašla čist zares, ne dolgo nazaj, je bila pa super odločitev.
Urška, če bi imela možnost odpotovati kamorkoli, kam bi odpotovala? Odpotovala bi po celi Ameriki, odpotovala bi na Japonsko in odpotovala bi v Azijo in odpotovala bi skoraj cel svet in to je tako top of the top in trenutno bi šla res vse to, ampak mogoče še najrajši, ne vem zakaj trenutno me tako srce vleče v Ameriko. Ameriko bi prepotovala, ne vem. It's alternative, sprašuje, verjameš v soulmate? Ne verjamem, da obstaja ena sama oseba na celem svetu, ki se najdeš, povežeš in si to je perfekt, niti en problem se ne bo zgodil, tralala. Verjamem pa v ljudi, ki neskončnokrat bolj skupaj pašejo, kot nekdo drug, ker nas je le toliko pa toliko milijard, valjda se najdejo ljudje, ki so skoraj popolni en za drugega. Ne vem pa, zakaj sploh razmišljamo toliko o teh soulmatih, če niti eni v življenju države ne zapustijo, medtem ko je cel svet tam, ne. Nočem pa funkcionirati v življenju na podlagi tega, a obstajajo soulmati ali ne, pač, ker mislim, če ne, lahko moje ves čas samo skačeš iz osebe na osebo, pa iščeš neko perfekcijo, ki pa ne verjamem, da jo dobiš. Da sprašuj, katere stvari se najbolj bojiš, v katerem razredu si imela prvega fanta, pri kolikih letih si imela prvi poljub. Najbolj se bojim, da se kaj zgodi mojim najljubšim, če pa gre zame, je pa tudi to, da bi bila kakšen bolezen in krajše življenje, pa tudi to bi jaz po moje znala izkoristiti. Prvi poljub, tega še nisem odgovorila, ne vem, koliko sem bila stara, je bilo pa pri flaši resnice z enim sosedem, ki mi je bil tudi ful simpatičen. Moj tam je 11. Nekaj, si kdaj mislila, da te je kjer zasledoval in si se prepričala, pogledala in je en skozi za tabo hodil? Verjeten, skoraj ziher, ker kripstarjev na tem svetu je neskončno. Sem imela pa zanimiv primer, moj prvi dan v Študencih, moj prvi dan v Ljubljanki sem bila, ker sem šla peš domov iz Žurke čez Tivoli v temi, me je zasledoval brezdomci. Ta brezdomci ni nehal težiti in je hotel od mene lupčka in ga sem naredila, stepla sem ga. Stepla sem ga tako malo s torbico, malo zbrcala in je zbežal, tako da. Girl power. Ali si imela depresijo ali misli v samomoru? A si edinka, najljubša hrana, najljubša pijača, če imaš najgrozljivka ali pa nasplošno naj film, oh my god. Depresijo in misli v samomoru, ne, nikdar sem imela pa že kakšno obdobje, kdaj se težko ven potegnem in sem tako malo monotono žalostna, ampak mislim, da ni depresije, ker se mi ne zdi tako hudo. Edinka, ne, 10 let starejša sestra, manjka me že svojo družino. Najljubša hrana, pokebowli, pice, zdravo hrano, rada ful. Najljubša pijača nimam, jaz zjutraj kavica zame, pol life-a res. Na dejtu, če mi nekdo zrihta vino, se na pol lažje poročim z njemu. Drugač pa res sveže, osvežilne stvari, sploh zdaj po letu mi pa pač. Nasplošno najljubši film kot Harry Potter, grozljivka pa ne vem, ali nikoli ne vem povedati najbolj grozne, povedati najbolj hude, ne vem, nimam. Katere so tvoje neuresničene sanje? To, da bi imela na bančnem računu, od nekdaj to govorim, toliko denarja, da mi ni več treba gledati cen na jedilnikih. Se pravi, karkoli prideš, lahko ješ, kar ti paše. Sliši se čuden, ampak to je nekako moj cilj, kar se denarja tiče, drug je pa to, da prepotujem in trenutno ful prava potujem. Še ti gre najbolj na živce kot youtuber, ki predvidevam, da je to povezano z youtuberstvom in po moje, da bo to kar to, ka so ljudje, ki doma sedijo, ne delajo nič in so itak verjetno popolnoma razočarani nad sabo, kritizirajo, pa nikakor me ne moti. Mislim, da mi bliz pride, pa da bi jaz zaradi tega karkoli spremenila ali pa se sekirala, ampak moti me, ker je toliko takih ljudi, ki bi jim toliko rada vlila ta feeling, da se zavedajo, koliko je grozen, da tako razmišljajo, koliko je bad, da tako vplivajo na svet, koliko, ne vem, rabiš terapijo ali nekaj, da se ti boljš počutiš, da boš bolj do drugih, da je svet boljši, da pač ne te freaking brezvezne negative trošiti, res just don't. Daj, kadila. Sem že probala parkrat, nikdar se nisem navadila, nikdar nisem redno kadila in ja, to je to. Na katero srednjo šolo si hodila? Na Kremšnito gimnazijo v Kranju. Jutranji ali večerni tip? Zakaj si se odločila, da bo snemala scary video? To sem že veliko odgovorila, glede jutranjega ali večernega tipa sem pa totalna sova. Čeprav zadnje cajte se skozi bolj zgodaj zbujam in mi ni to bad pa neprijetno, ker nekako uživam. Ampak res, jaz uživam dan iz srca, tam od 4-5 naprej, ker gre sonce bolj na eno stran in ni več tiste ostre svetlobe. Potem pa meni začne dogajati, zbujati se začnem in kaj ura enkrat 8, jaz kar zaživim. Ne vem zakaj, pač obožujem zahode, obožujem noč, obožujem temo, obožujem to mistiko. Pri katerih letih si izgubila nedolžnost? Pri 15 ali 16, preprosto se ne moram spomniti. Ali ti je hudo, ko bereš hate komentar? Ne, nikdar mi ni hudo, jaz iskreno, tako kot sem prej rekla, res čutim ljudi, ki so zlobni.
čutim, da imajo nekaj hudega za sabo, nekaj težkega in me boli, da se to dogaja. To me boli. Boli me, ker bi rada, da oni čutijo, da rabijo svojo travmo da čez. Rada bi, da oni čutijo, da to, kar počnejo, je brez veze in to me boli, no, da je svet tak, da so ljudje, ki hejtajo za brez veze, ker imajo vse nek hejt. To bi se na tak quote, hurt people. Torej, ljudje, ki so že itak vse trpijo zaradi nečesa, morijo drugim in jih dol tlačijo in tisti ljudje, ki so srečni, tega nikdar ne bodo počeli. Ever. Kaj si pa poklical, kakšna je tvoja izobrazba? Sem diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, s tem, da mi manjkata 2 izpita do tega, da bi šla lahko magistrsko delati na isti smeri, ampak sem pač nehala, ker sem preveč padla v YouTube. Zdaj sta se razšla z Žigatom. Jesus, ne moram verjeti, ki to še vedno iz naftalina prolečete, po moje tako 3 leta nazaj skoraj. Evo vino žganica, katera pijača je zate kraljica, to je Zihara in Gorent, Žiga Novak. V telih bi zbrala vino, če se hočem hitro napiti, mi daj pa eno žganico, a ne kaj. S katerim serijskim morilcem bi imela večerjo, če bi lahko in zakaj? S Hannibalom, Lektorjem, čeprav realno, a ja, obstajajo, ne? V glavnem, da bi mi tiste možgane pripravil, tako kot v dvojki dejanskega Hannibal filma. In pa bi zraven sedel še nekdo, ki dejansko bi jedla njegove možgane, ampak bi mogel biti res zloben človek, da bi jaz to moralno shendlala. Res. Ja, to je to. Ful sem hit odgovarjala, zato da pač bi čim več vprašanj prišla in mi pomagati ratali. Tako da, to je to, dragi moji, danes smo skonektali z mano po dolgem času, če hočete še bolj me morate followati na Instagramu, ker tam vsak dan objavljam, ful objavljam, na tukaj pač enkrat na 5 dni ali pa enkrat na teden. Pridni bote, Alien Mama out, se vidimo naslednjič, aj čau,